Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam zvesti poslušalki pravljic v mojem knjižnem kotičku Miji. Mija si želi prisluhniti čarobni havajski pravljici o osamljeni deklici Lili in nagajivi žvirci, ki pa sta svojo zgodbo navdušili na filmskih platnih že daljnega leta 2002. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lili in žvirca. Na oddaljenem planetu je pred velikim galaktičnim svetom stalo modro bitje, imenovano Eksperiment 626. Z njim je bil njegov ustvaritelj dr. Bajsi. Eksperiment 626 je uničeval vse pred seboj, za kar so krivili Bajsija. Prva svetovalka se je obrnila proti 626. Dokaži nam, da je v tebi nekaj dobrega, je rekla. Miga na la cuesta, je odvrnil 626. Kakšen predrzneš, je osupnila prva svetovalka. Tukaj ni prostora zanj, odpeljite ga stran. Eksperiment so vkrcali na vesoljsko ladjo, ki naj bi ga odpeljala na drug planet. Toda še preden je ladja vzletela, je 626 že pobegnil s patruljnim čolnom. Oddrvel je naravnost na zemljo, na majhen otok Kauai. Prva svetovalka velikega galaktičnega sveta je za njim poslala poznavalca planeta Zemlja, Bajsija in Trsko. Na otoku Kauai je živela deklica, ki je bilo ime Lili. Tistega dne je zamujala na pouk plesa, zato je v šolo hitela, kar so jo nosile noge. Ko je vsa zadihana prispela na cilj, se je postavila v vrsto, za seboj pa je puščala mokre stopinje. Drugim plesalkam je na mokrih tleh spodrsnilo, zato so vse popadale po tleh. Stoj, je zavpil učitelj. Lili, zakaj si vsa mokra? Deklica je pojasnila, da se je še malo prej potapljala v morju, kjer je s kikirikijevim maslom hranila ribe. Zmešana si, je rekla plesalka Metka. Lili se je tako razburila, da se je lotila s pestmi. Lili, je zavpil učitelj in jo odvlekel stran. Oprostite, je šepnila Lili, saj bom pridna. Žal pa nobena izmed plesalk ni hotela, da Lili ostane, zato je morala domov. Lili je bila zelo osamljena. Ni imela prijateljev, ni imela staršev. Njena starejša sestra Nani pa se je bolj slabo znašla v vlogi matere. Povrh vsega pa je še socialna delavka grozila, da bo Lili odpeljala stran. Tistega večera sta se sestri hudo sprli. Lili je odkorakala v svojo sobo in zelo putnila z vrati. Nani je šla za njo in se je opravičila. Nenadoma pa je Lili zagledala blisk na nebu. Zvezdni utrinek, je vzkliknila. Pojdi ven, nekaj si moram zaželeti. Nani je stopila na hodnik, a je ostala blizu vrat, da bi slišala sestrino željo. Rada bi imela prijatelja, je zašepetala Lili. Nani se še sanjalo ni, da je Lili tako zelo osamljena. Odločila se je, da bosta šli zjutraj skupaj po psa, morda bo malo popestril Lilijino življenje. Blisk, ki ga je videla Lili, je bila ladja Eksperimenta 626, ki je strmoglavila na zemljo. Našel ga je voznik tovornjaka in ga odpeljal v živalsko zavetišče. Vse druge živali so se bale 626, on pa se zato sploh ni zmenil. Da bi bil bolj podoben psu,
je 2 izmed svojih 4 rok spodvil k trupu. Zdaj ga bo zagotovo kdo posvojil in se bo lahko skril pred nezelmjanoma, ki ga lovita. Lili in Nani sta kmalu prišli z zavetišče. Živjo, je rekla Lili, ko je opazila 626. Živjo, je odvrnilo bitje in jo objelo. Lili je odkorakala k Nani in ji povedala, da je našla psa zase. Priden je rekla. Na prvi pogled se vidi. Ime mu je Žverca. Žverco sta odpeljali domov, čeprav se je Nani zdel nekam čuden. Vsezadnje je bila vesela, da je Lili končno dobila prijatelja. Ko je Nani naslednjega dne odšla v službo, sta se šla Lili in Žverca peljat s kolesom. Vozdila sta se po vsem otoku in se po poti celo ustavila na sladoledu. Žverca je bil res divji, a sta se z Lili imenitno zabavala. Pozneje, ko sta bila Lili in Žverca v restavraciji, kjer je delala Nani, je Žverca opazil Bajsija in Trsko, ki sta bila zamaskirana v turista. Ko sta ga nezemljana poskušala ujeti, je Trski skoraj odgriznil glavo. Nani in šef je bil besen kot ris, zato je odpustil. Samo še tega se jima je manjkalo. Žverca je tudi doma začel uničevati vse po vrsti. Nazaj ga morava odpeljati, je rekla Nani. Posvojili sva ga, je kriknila Lili. Kaj bo Ohana? Očka je vedno rekel, da Ohana pomeni družina, družina pa pomeni, da zmeraj držimo skupaj, je stavek dokončala Nani. Saj vem. Spomnila se je, kako širokosrčna sta bila njuna starša in koliko jima je pomenila družina. Premislila si je. Žverci bo dala še eno priložnost zaradi Lili. Zvečer, ko je Lili že spala, je Žverca našel knjigo z naslovom Grdi raček. Prelistal jo je in opazil, da je bil raček veliko sam, tako kot on. Zbudil je Lili in ji pokazal knjigo. Pojasnila mu je, da je bil raček žalosten zato, ker ni našel svojega mesta na svetu. Žverca je dobro poznal ta občutek. Tudi on si je želel imeti občutek, da nekam spada. Lili se je odločila, da bo Žverci pokazala, kako naj bo priden, da se bo lažje vklopil v družbo. Najprej ga je poskušala naučiti plesati. Kar dobro mu je šlo, dokler mu niso obrati ušli izpod nadzora. Nato sta poskusila igrati ukulelo. Sprva je bil Žverca precej dober. Nato pa se je na vsem lepem začel na instrument igrati, kot bi bil električna kitara in trask. Vsa okna v bližini so se razbila. Na koncu ga je Lili odpeljala še na plažo. Sklenila je, da bo Žverca tam lahko vsem pokazal, kaj se je naučil in kako priden zna biti. Žverca je pograbil ukulelo, odracal na plažo in se postavil pred turiste. Začel je brenkati. Turisti so bili navdušeni. Nagnetli so se okoli njega in ga začeli fotografirati. Bliskavice pa so bile za Žverco preveč. Turista je fotoaparat iztrgal iz rok in ga razbil na koščke. Neki možakar ga je poškropil z vodno pištolico, kar pa Žverco samo še bolj razjezilo. Zgrabil je turista in ga zalučal v zrak. Prestrašeni turisti so bežali vse smeri. Lili je bila žalostna. Žverca se ni naučil biti priden, poleg tega pa je ves kraval videla tudi socialna delavka, ki je začela skrbeti za Lilijino varnost. Lili je sklenila, da se mora Žverco resno pogovoriti. Naša družina je majhna, je rekla. Ampak če hočeš, lahko postaneš del nje. Žverca je vedel, da je Lili in Nani življenje samo otežil. Stopil je proti oknu. Oana pomeni družina, je nadaljevala Lili. Družina pa pomeni,
da zmeraj držimo skupaj. Če pa hočeš oditi, lahko odideš. Žvirca je zlezel skozi okno in izginil v temi. Ko se je Lili zbudila, je sestri povedala, da je žvirca odšel. Dobro je, da je odšel, je rekla in se trudila, da bi zvenela ravnodušno. Ne potrebujeva ga. Lili, včasih se zelo trudimo, pa se stvari ne izidejo tako, kot smo si zamislili. To je poskušala potolažiti nanje. Včasih se mora kaj spremeniti in včasih je tako še najbolje. Objela je sestro in se odpravila v novo službo. Medtem je Bajsi v gozdu odkril žvirco in ga začel loviti. Žvirca je spoznal, da ne želi oditi. Saj je bila Lili vendar njegova prijateljica. Stekel je nazaj v hišo. Ko ga je Lili zagledala, je takoj vedela, da potrebuje pomoč. Kaj naj storiva? Je vprašala. Skupaj sta se uprla Bajsiju, ko se je izkazalo, da ne bosta mogla zmagati. Nezemljana sta pri tem uničila Lilijino in Nanijino hišo. Lili je vsa nesrečno zbežala v gozd, žvirca pa je sledil. Vse si uničil, mu je zabrusila. Kmalu jima je na sled prišel kapitan Kavelc, ki so ga prav tako poslali na lov na eksperiment 626. Ujel jo je in jo zaporil v kapsulo na svoji ladji. Žvirci je uspelo pobegniti, ladja pa je z Lili vred odletela. Žvirca je vedel, da jo mora na vsak način rešiti. Lili je bila edina prijateljica, ki jo je imel v vsej galaksiji. Poiskal je Nani, nato pa je Bajsija in Trsko prepričal, da jima pomagata rešiti Lili. Skočili so v patruljni čoln in odrveli za Lili. Ko so se približali Kavelčevi ladji, je žvirca skočil iz čolna. Pristal je na vetrobranskem steklu in se začel plaziti proti Lili, a ga je Kavelcu uspelo otresti z ladje. Lili je zagledala prijatelja. Žvirca, nikar me ne zapusti, je zavpila. Ne bom, je odvrnil žvirca. Žvirci se je posrečilo vrniti na ladjo. Splezal je skozi okno, zabrisal Kavelca z ladje in rešil Lili. Vrnil si se, je dahnila Lili. V družini zmeraj držimo skupaj, je odvrnil. Končno je razumel, kako pomembna je družina. Z Lili v naročju je skočil na patruljni čoln, s katerim so Nani, Bajsi in Trska pridrveli mimo. Vrnili so se na plažo, kjer jih je čakala prva svetovalka. Žvirco je hotela odpeljati domov. To je moja družina, je rekel žvirca in pokazal na Lili in Nani. Žvirca je lahko ostal na zemlji, socialna delavka pa se je odločila, da Lili lahko ostane pri Nani. Lili in žvirca sta se veselo objela. Vedela sta, da bosta prijatelja za zmeraj. Bravo, Lili in žvirca. Ubogi žvirca, ki se je sprva počutil izgubljenega, nezaželjenega ter brez toplega doma. Ni čudno, da se je tako neprimerno vedel. A ko je ob ponujeni priložnosti začutil toplino, dom ter varnost in ljubezen, se je njegovo življenje spremenilo. Prav tako pa se je spremenilo tudi življenje Lili in njene sestre. Mija, najlepša hvala za idejo o aktualnem junaku žvirca. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Dama in potepuh. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Miji, ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljičnim vsebinam v mojem knjižnem kotičku. Naj vas vodi ljubezen. Z Lili in žvirco pa vam pošiljam havajski pozdravček. Čau, čau! Ja, družina je tista, ki povezuje vse nas.